Kava s červekom. Drage dame in gospodje, dobrodošli na še eni kavici s červekom. To ni moj gost. Danes je z mano tukaj predvsem v prvi vrsti komik, po novem je pa tudi še režiser. Zdajle je v kinu njegov film Nekaj sladkega, če ga še niste šli pogledat, ga seveda pejte. Tako da Tin Vodopivec, dobro jutro. Dobro jutro. Za vsakega je prvo vprašanje isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Odvisno, ali je to tik pred premiero filma, ali je to sred poletja, ali je to ne vem kje. Zdaj, ko smo se pripravljali, da bomo dali ven film, je to zgleda tako, da se zbudim sam od sebe iz panike okrog 5 zjutraj. Resno? Ja, zato ker sem imel kar tako nekaj dela tako in pa kar adrenalin me je zbudil. No. In to pa pomeni, da jaz moram delati, jaz moram še 100 stvari narediti, preden bo premiera. Če pa poletje, pa se pa tako upam, da zbudim na izi. Je pa res, da imam majhnega otroka, ki včasih pač, ker pride tako ob 6. Dan je! In ti si tako, ni dan, ker je noč zunaj, ne dan. In ti si tako, dobesedno je noč. In pa ne, in pa dan je, in pa ok, dan je, prav dan je, del ostane. Tako da ostanemo. In ja, ponovno se moram napokati, najprej spijem ful vode, pa kavo. Čeprav vem, da ni dobro na prazen želodec, sam ne jem. Ta recimo neč, ki je želodec namatral. Ne, ampak takoj grem na WC, tako da to mi je super. Ok, lepo, da tudi take intimne stvari deliš z nami. Ja. Zajtrk? Ja, ne? Kakor bolj malo, no. Mislim, kakor daj, ponovno nek smuti spijem, pa nek šek. Okay. Ja. No, sam zajtrk, mislim, imam rad, no, pa če bi bil v hotelu, če bi živel v hotelu, greš in poješ vse, kar je na voljo. Vse, kar je na voljo. Ja. Mi imamo še zmeri tukaj DeLonghi Dynamica Plus, jaz sem se kavico že naredil in sva se dogovorila, da boš espresso ruknil, a? Enega espresso, ne, vse je dobro, boš videl. Okay. Ni švoh, se pravim, jaz se imam že tukaj. Kaj ne slišal? Kaj? Ne, ful dober intervju, hvala, da si prišel. Ja, okej, lep pozdrav. Za vsakega jaz pač itak delam malo researcha in vse to, ne? No, ne. In zanimivo mi je, tudi ko sem te zdajle napovedal, sem rekel, da si v prvi vrsti komik, pa zbil tako, ne. Ja, valjda si, ne? Sem, seveda. Si komik? To je moja strast in hobi in služba. Ampak Wikipedija pa pravi, da si še odvetnik. Ja, ta Wikipedija je čisto narobe. Res? Ker ti, če hočeš biti odvetnik, morate sprejeti najprej. Odvetniško zbornico, recimo. Moraš tudi plačati. No, imaš šolo pa imaš? Mislim, v bistvu uradno sem absolvent prava. No? Ampak ne vem, kdo je to napisal na Wikipedijo. A znaš mogoče Wikipedijo popraviti? Ba je, vsak to lahko naredi. Ja, lahko, ampak pa ti tako reče, kaj pa je vir te tvoje spremembe in pa se ti tako, jaz. Okej. Ker sem človek. Nisem še nikoli probaval, ampak sem bil že tako, ja, vse sem klikneš, pa vsak napiše, ne? Hvala za kavo. Ja, sam ti takoj pol nekak tudi reče, moraš imeti vire za vsako stvar, no. Tako da jaz nisem odvetnik, niti nisem diplomirani pravnik, ampak upam pa, da nekoč bom. No. Res? Ja, imam še zdaj nekaj par stvari za urediti. Imaš željo? Če ne drugega, da lahko otroko težim, kao, faks je pomemben. Ne, ampak se mi zdi, da je prav, da zaključim nekaj, kar sem kar veliko časa vložil. Okay. Ker sem sem prišel, tako sem že v diploma, pa že nekaj tam na koncu. In je ful bedno, da zdaj bi kar to pustil. Mislim tako, ne, bi, no. Zakaj pa nisi dokončal? Ja. Po prvi povedano se je lih takrat, ko sem bil absolvent, se je začela stand-up scena ful razvijati. In takrat sem živel v Mariboru, ker sem v Mariboru študiral in pol kar naenkrat je bilo ful nastopov in sem se preselil v Ljubljano in smo začeli delati festival Punch in kar naenkrat se je začelo vse razvijati in je bilo tako, ja, sed bom to drug let, a pa spomlad bom to. A še je bilo tako skozi neko odlaševanje in pol kar naenkrat je tako minili 4-5 let in si že čisto out, ne. In zdaj med korona sem naredil en izpit. Okej. Je bil tako, po mojem sem imel čez prste pogledal, ker je bilo, oj, korona, da je bogi te ljudje, ki so prišli. Je pa fora bila, da sem šel na izpit v Mariboru, ne, in sem pozabil vzeti kuli s sabo. Tako, to se vidi, že prva amaterska napaka, greš na izpit brez kulija. In sem bil tako, na poti sem se spomnil in sem se ostal najprej na enim bencinski in tako nisem je kuljo. In na drugo bencinski tudi ni kuljo. In pa je bilo že tako 15 do 9 do izpita in tako lafamo v eno trgovino in kao, imate kakšne kulje za kupiti? Pa ona, nimamo, lahko ti dam pa tega. In tako je, ok, hvala, koliko sem dolžen? Ne, vzem sam 5, a je kao, go, Forest. Se pa laufal s tem kuljem, tako da zdaj še ta kulj je zdaj moj lucky kulj,
ker sem z njim naredil ta izpit. A ga še zmeraj imaš? Zdaj ga imam in zdaj ga imam za vse izpite. Pa se res prav vidiš, da boš odvetnik? Ne. Mislim, itak sem malo že zamudil veliko enih vlakov, ker zdaj bi mogel biti pripravnik, pa bi mogel še na sodišču delati. Dolga pot je, ne, da priješ prav do, recimo, do odvetniške pisarne. Ja, to pa itak. Mislim, jaz bi po mojem bil dobra tajnica. Tako, če kdo rab tajnika. Jaz bi bil dober dan, ste prišli, evo, tukaj so ljudje, ki vejo stvari, jaz pa vas lahko malo zabavam ta čas. Se to pa drugače ni slaba ideja, ne? Ja. V odvetniški pisarni, veš, sploh kakšne ločitveni, ki so vsi veš malo razkurjeni, pa si ti tam sprejeli. Okej, pomirite zdaj, no, ne bi tako, a pojmo en bit, ajde. Pa ti to znanje iz prava, dajmo reči, pride zdaj kaj prav? Kaj pa, mislim, na en način je dobro to, da je tam nek poseben trening možganov, ker se moraš kar dosti stvari na pamet naučiti. In jaz sem kar veliko teh nekih knjig se učil in se mi zdi, da mi je to pomagalo tako, da pol za stand-up si dosti hitro zapomnim stvari. Pa tudi tako, ne, tiskate si sprašal, kako se ti zapomniš 1 uro šova, ali to tako se mi zdi v primerjavi tam z unim kazenskim pravom, dokaj na easy, a ne. Ja. Pa tako zdaj, ker so te neke pogodbe, pa malo tega biznisa te naučino. Tega imaš malo noter pol, ja. Ja, je pa, mislim, itak je pa pol pripravo, tako da moraš skozi tako malo obnavljati znanje, pa pol s prakso itak se naučiš, ali. Jaz, ko sem tu gledal, jaz sem upravo samo v srednji šoli, se mi zdi 2 leti. Gospodarsko verjetno. Ja, tudi. Pa tudi malo splošno, ne? Prek ekonomske. Ja. In potem sem bil tako, dej, čak, bom jaz Tina vprašal, kako je pravo pri nas sestavljeno, tiste glavne veje. To valjda pol veš, brez težav, ne? Ja. Ti bom pol povedal, kaj. Mislim, itak, se to pravim, da je en velik problem, ker se mi zdi tudi problem za nasplošno, za šolstvo, zdaj se rata že tako resna, ampak je to, da tam na pravni dejansko se moraš neke stvari na pamet naučiti, ampak kakšna je življenjska doba tega znanja je ful kratka, ker ne vem, jaz sem se tega začel za en izpit polet, pač ko nekaj na plaži se napiflaš do ponedeljka in pol v torek že vse pozabiš, ne. Ja. Ampak se zaradi tega pol ta praksa bolj tisto, kar dejansko je pomembno in tudi odvetniki danes redko kdaj se morajo odločiti v 1 sekundi ali pa tudi nasploh pravniki imaš, se pravim, da jaz sem enkrat šel k enemu odvetniku, pa vse, kar sem ga vprašal, je rekel, bom preveril, pa se je zapisal, a ne. Da gre pol skozi zakonik in te fore. Ja. In je način bil tak, da bi tako bilo, ne vem, kaj je posest in pol posest je dejstvo, ja, ampak je bilo tako, bom preveril, mislim, itak so večino te neke finte, a je boljše to, da naredimo, ali boljše to, kaj zdaj. Pa ja, ne morete kar tako reči. Pa kakšne lukne lahko pol najdejo, ne? Mislim, tisti, ki znajo, verjetno so kreativci, ja. Verjetno vejo, ne. Okej, se pravi, že sam si malo načel tole, da si vse skupaj, kar se odvetništva tiče, mičkem pustil skupaj s stand-upom. Vse je eden od začetnikov pri nas, ne? In v bistvu vse ste tako, se pravi, začetniki, ne vem, Pižama, Valič, ti, tle okoli leta 2005-2006. Ja. Moj prvi nastop je bil 2006. Ja. In takrat je tako stand-up sploh še ni, mislim, tako ljudje so bili, ko je ta stand-by. Ja. Ampak vse to je logično, ker pač do takrat niti nisi mogel sploh priti do tega, da bi gledal stand-up, ker YouTube še ni obstajal. Ja. In tudi moj prvi stik s stand-upom je bil nek piratski nastop Robina Williamsa. Ki je bil tudi stand-up komik, igralec na Broadwayu in tisto je bilo tako, wow, kaj pa je to zdaj noro, ne. Ker do takrat si mogel iti, ne vem, v New York pa kupiti kaseto ali pa nekaj. To je bil edini tako način, da si prišel v stik, ker niso lih vrteli na televiziji, pa ni bilo Netflixa, pa nič ni bilo, ne. Ko si pa ti prišel do Robina Williamsa? Se pravim, nekaj na enih torrentih ali nekaj tako, mislim, to ne tega delati, ampak takrat ni bilo druge. Tako da nekaj sem našel, mislim, ne vem, kaj je bilo sploh, tako mi je predlagal Robin Williams live on Broadway in sem bil tako, to je neka predstava ali kaj, ne. Ta je kar ikonična zdaj, ne? Ja, ful, ja. Res je dobro. Mislim pa tudi še zdaj, kdaj gledam to, pa mi je tako noro. Robin Williams je bil car, ne? Res the best. Mislim, res prav genialc. Ja. Hotel sem da vprašati, zakaj stand-up? Ja, jaz mislim tako, več faktorjev. Definitivno prvo je bila potreba po potrditvi pa temu tako momentu, da dobiš neko priznanje. Pravna fakulteta je recimo nekaj, kar ti ne da lih tako ful, da te ljudje tako, ti so v redu, ampak so tako, ti niso v redu, premalo si se učil in pojma nimaš, ti si loser v bistvu. Pa tudi, ne vem, mislim, tako, se pravim, ko sem to odkril, sem bil tako, wow, to je to. Tako, takoj sem vedel.
da hočem to delati. Še posebej pa sem šel mislim, da je bil takrat IMDb imel tako neko foro, da če pogledaš Robin Williams live on Broadway, ti pol še predlaga, če vam je bilo to všeč. Poglejte še to. Še to, ja. In sem takrat je predlagal tega komika Eddieja Izzarda. To je en angleški komik, ki je v bistvu tudi imel eno povezavo z Robinom, da je bil Robin producent njegovega šova. In pol je bilo tako, poglej še to, in ko sem pa Eddieja gledal, sem bil pa tako 100% hooked. Tako je bilo kao, to je to, jaz to hočem delati, ker Eddie je imel prav točno tak smisel za humor, ki je meni dober, ki mi odgovarja, ta malo nadrealističen, goofy, neke observacije, ampak na tak malo tako odštekan način. In ko sem to gledal, sem tako, jaz to hočem delati danes. In pa sem srečal enega kolega Miki Bubl, sem rekel, dej, on je že nastopil. Sem rekel, dej, zrihti mi kakšen nastop. Je bil tako, ja, te pokličem. In pa en let me ni poklical. Itak ni bilo nastopov, ne. In čez en let me res kliče, kao, dej prid nastopati. In takrat je bilo dosti dober, po moje, da je bilo meni dobro, da sem hotel še, pa da ni bilo tako, da bi mi ljudje prihajali, pa tako, da ti se raje posvet prav. Tako, mislim, tako so bili kao, dobro, zdaj bi kar uredil. Tako, mislim, kad ti da neko dovolj motivacije. Jaz sem svedel, da si že pred tem, preden si stopil prvič na oder, da ok, jaz sem smešen, jaz lahko to naredim. A veš, a si otrok zabaval v razredu, jaz bil ta razredni klovn ali kaj podobno. Ja, mislim, škaj tukaj dostakrat ta neka dilema med smešen, da imaš ti to neko samozavest, pa pol, a so te fore smešne. Jaz nikoli nisem sebe tretiral, da sem jaz smešen, ampak se mi zdelo vedno, lahko tako konstruiram nekaj, kar bo pol smešno. Znaš pripovedovati v bistvu pol, ne? Kaj vem, mislim, imel sem že od nekdaj potrebo po nastopanju, tudi, ko sem bil, ne, že 7-8 let star, sem doma tako vrl na pelu, pa dal čez brisače in pol sem tako kao bil surprise, kao jaz, veš, kada bojo, pa to samo moji starši so bili, pa mislim, mama, pa ena soseda, tako da bojo zdaj, kdo pa danes nastopa? Jaz, in sem nekaj pel. Pa v šoli sem ful imel te govorne vaje, kjer sem mogel nekaj predstavljati, Egipt, tako, Egipčani, pa sem vedno neke forice pisal, tako, Egipčani, oni so bili na drogah, pa kaj tako. Ker malo se zmislil. Čakaj, zdaj sem samo tole preveril, ker se mi zdi, sem malo preveč krilo in se mi premakalo. A je v redu drugače? Po moje je v redu, stari štima. Ja, tako da sem rad govoril, pa nastopil na nek način, sam nisem pa vedel, da je to stand-up. Že takrat sem imel v bistvu stand-up v osnovni šoli. V bistvu, ja. Kakšen pa je bil pol ta prvi nastop? Ja. Ko je bil? Ja. Kot prvo je bilo tako rečeno, da boste imeli vsak pol ure, Klemen Bučan pa jaz. To je za začetek huda, a ni? Ja, mi da takrat, kakor so bila presmojena, pa preveč samozavestna, je bilo tako, ja. Sure. Ja. Ampak v realnosti bi danes, ko kdo začne, smo tako 3 minute imaš, ajde 5, ne več kot 5, da ne bi slučajno bil več kot 5, takrat pa pol ure, ja, ni pa nekaj. Tako da veliko je bilo balasta, nekega bluzanja, kar nekaj tako, pa vmes so bili neki aplauzi, pa neki smehi, se pravi, da je dosti dobro, da sem dobil, tako takrat sem bil po nastopu, sem bil tako, jaz to hočem jutri spet, še ta high, v bistvu ta občutek tega, ker se dobro počutiš, ko te adrenalin napumpa, pa ko uživaš, tako ne, ful bo dobro. Tako nisem bil pa nikoli neki klovn, pa tudi ne znam, v družbi recimo nisem dober, sem mal, tako če je bila neka družba, jaz nisem tisti šel, kaj tako, pa vsi, Tako na avtobusu, veš, ko smo se kam pelali šolo ali pa s kakšnim v športu, je vedno od zadaj so se tako fantje, recimo neki zbrali in pa so vice pripovedovali. Jaz nikoli nisem tam bil zraven. Zanimivo. Zato, ker po mojem imam vsem malo ta neko introvertiranost na nek način. Jaz sem bolj ko opazuje pol te stvari, pa se zapisuje. Pa pol, v bistvu, oder je pa, ko v temu, spravim, kontrolirano okolje. To ni zdaj tako, da me en lahko prekine. Ne morem, ker imam mikrofon. Ker če se kom pa pol to itak folk te zafrkava, če se jih dajo v družbi, pa ti nekaj rečeš, pa so vsi, zakaj si nam zdaj to povedal, a ne? In je pa tako, jaz sem hotel, to je bilo zdaj izguba, 2 minuti life smo izgubili, vsi zaradi tebe. Če si pa ti z mikrofonom, si pa tako, ti bote, tle se usedite, luč name. Jaz govorim. Jaz sem najglasnejši, če me kdo hoče, vedno lahko preglasim, a ne? Sam pri komikah je včasih tu fajn, da se pol kakšen oglasi spodaj, teh heklerji, ne, v bistvu. Ja, če je kaj dobrega, da se da iz tega kaj naprej, je ful dobro. Mislim, Slovenci sicer smo dokaj zadržani. Ne da. Ja, je pa, mislim, odvisen kakšen je, dostakrat se zgodi, da je nekdo, recimo, zalutal, ali pa da je malo spil preveč in tak človek ti v bistvu nič ne more pomagati, pa tudi ti, karkoli mu rečeš, on ne bo mogel procesirati informacij.
V Ameriki sem dostakrat videl, da so tudi pač, ki prav hočejo komike, Ja, da se ja. jih hekla, ne? Se pravi, da je občinstvo za nalašč gre proti komiku, da so pač bili tudi momenti, ki so bili sem tako, dajte ga ven. Ja. Ne bo pač več le noter, dajte človeka ven. Ja. Tu se v Sloveniji ni lih, razen če je res en pijanc tam. Mislim, zgodil se je enkrat na Metelkovi, A res? na začetku smo imeli ful na Metelkovi nastope. Debest je bilo res brez kluba Grom, ki se stand-up takrat ne bi tako razvijal. Ampak se je pa zgodilo, da mislim, da ni bilo vstopnine in pol je nekdo zalutil not, pa kar nekaj bil tako, in pa ti karkoli mu rečeš, ja, on bil, teži, a ne tako. In pa si ono, ok, a greš lahko lis ven, no, ker to je zdaj. Motiš ker samo motiš, ja. In pol mislim, da mu je en tako kao rekel, dej, pet ven. Pa je bil, ok, sem pa nisi smešen, nekaj tako je. Pa parkrat na kakšnih privatnih zabavah, če je prepozno, se kdo tako napije, da sam kar nekaj tam upije. Ja. Kako je bilo tu res na začetku ljudem sploh predstaviti? To je stand-up. Vi ste tle, da me gledate, jaz tukaj govorim šale, uživajte. Ja, mislim, da je bilo debes, zato ker po eni strani so bili ljudje lačni, oziroma je bilo nekaj novega, pa so prišli, tako, če ne drugega, iz radovednosti, sicer v manjših količinah. Ja. Ampak težje je bilo bolj. Kako govorimo to ljudi na nastopih? Recimo? Ja, mislim, 10, 20. Ja, tudi, ampak odvisno. No, prvi, ne vem, tak, recimo, ok, ta Kranj, takrat, ko sem imel s Klemenom prvič, tam je bilo 50-60 ljudi, po mojem, ali pa 70, od tega 50 najih prijateljev. No, tako da bolj malo je bilo tako nekaj, da bi zalutal. Ja. Je pa res, da istočasno je v tem istem lokalu se pol nekje od 9. dalje začelo polfinale Lige prvakov. In to v istem lokalu, ker takrat pač ni bilo, to ne more biti skupaj. Yeah. Takrat je pa tako, a vas moče vmes še futbol gledamo? Ja, prav. Tako da ko sem jaz nastopil, so vmes pa bili tam, kada bi rekel, tam 3 metre stran. Pač je bilo 10 ljudi, ki so gledali tekmo in seš, ko gledaš tekmo, si pa še tako malo, ne! Aj, skoro kdo fali, yeah. In ti vmes tako, a sem kaj ta zgrekel, ne, to so. Pa še tako, ne, to! A še tako lih takrat, ko hočeš povedati punchline, tako da to je bilo kar moteče. 2008 si imel pol že v Hari Tivoli nastop pred Julijem Iglesiasom. Julio Iglesias, ja. To, da si 2006 začel, 2008 že pred njim, to je hiter napredek. Ja, sej, ful je bilo. Ali so se organizatorji samo zajeba? Oboje. Vse zato mi niso nikoli več najeli, ne, Julio je bil tako, nikoli več tega. Ne, vse je bila ful dobra izkušnja. Zli zaradi tega, ker nas je bilo tako malo, pa ker se je še začenjali, so bili neki koraki, mogoče malo prehiter za razvoj, ne, tebe kot nekega ustvarjalca. Jaz sem že 2007 nastopil na televiziji, v oddaji Sproščeno z Marleno. Ja. In to je bilo tako. To je bil tudi Audič takrat tam. Tudi Audič je bil, ja. Samo to je bilo res, ful prezgodaj za našo sceno, ker mi nismo bili pripravljeni še za televizijo. Mislim, tudi ustvarjalci televizijskih oddaj niso bili pripravljeni na sceno, ker recimo ni bilo gledalcev, oziroma so bili tam, tako je bilo, ne vem, 10 bolj tako gledalcev tako za občutek, ampak oni niso bili vzvočeni, se pravi, se ni slišali, se smijo, ne, v dvorani so se smejali, ampak na kameri pa ne. Doma pa ni bilo toliko, ja. Ja, in pol se sam sliši tako, ne vem, in spade ful patetično, tako ful grozno. Pa pač tudi tako, samo, mislim, sam tisti tvoj nastop, mi smo imeli, ne vem, jaz sem imel 15-20 minut materijala, tako stand-up, od tega, tako nimaš ono, bom dal to na televizijo, vse bom kaj novega napisal. Ne, to je vse, kar imam, ne. Tako da, ja, marsikaj je bilo tako hiter, pa tudi, tako kot si rekel, ljudje so prišli, ne vem, že ta prvi nastop na Metelkovi je bilo po moje 70-80 ljudi in vsak mislim, da je bilo stopina tako 2 evra, nekaj tako, 2 do 3, ampak to je bilo že tako, ne vem, 70x3 je že 210 evrov, ko so dobili mesi vsak nekih 70, pa so tako 70 evrov. Za nekaj, kar bi delal za ston, to je noro. Mislim, to se mi zdelo tako, da sem dobil milijon. Tako, še posebej za nekaj, kar to krat delaš. Mislim, da bi bil nek bonus v lifeu. Pa ste takrat te komike, ki ste začenjali, vedeli, da je to, od tega bomo lahko živeli? Ne, mislim... Je bila ta samozavest pri kome, veš, stari, sam držimo se tega, tu bo šlo. Ne, mislim, po moje, da ne, vsi smo bili bolj tako, ok, to je nekaj tako cool, dajmo probati. Mislim, se pravim, pa kar nekaj se je začel fulno in jaz, zdaj, ko so lih tukaj na Radio 1, je ful dobra zgodba, da v bistvu nekje 2008 jeseni je Denis Audič dobil, mislim, prvič popoldanski ta drive time vdajo. Ja. In takrat so me klicali, če bi pač bil v ekipi, od Denisa.
In to, jaz sem bil tako, pač kot prvi ful počaščen, pa navdušen tako. In pol sem bil ful v dilemi, ker se je pa takrat začelo tako dogajati, nekaj sem delal za enega, mislim, da je bil Mobitel takrat, smo delali neko kampanjo in bilo tam nekaj denarja, pa še nekaj smo tam, pa nekaj bilo nastopov. Sem bil tako, ok, tukaj imam zdaj možnost, da sem del nečesa ful dobrega. Ja. Na začetku, da sem v ekipi, pišem fore za Denisa, to bo the best. Po drugi strani pa, sam pa bom vse te dobre fore dal njemu, ne. Mislim, svojo kreativo, ne. In takrat sem bil ful v dilemi in sem zavrnil to službo, tako, če zdaj pomislim nazaj, kjer jajca sem imel, ne, da sem tako, tako bom jaz sama, ne, tako, in tako zdaj, ko pomislim nazaj, sem imel res srečo ali pa tako v tistem trenutku, da je pol lih nekako, da sem nekaj očitno zaslužil, da sem bil tako samozavesten, kao, imam jaz to, fantje, hvala za povabilo, ampak bom jaz kar sam, no. Tako da, ja, še danes se tako spomnim. Te ni žal, ne, da je zavrnil. Verjetno je bila prava pot. Ne, mislim, ne vem, kako bi se pa razvijal, verjetno, mogoče bi šlo tako, ampak bila bi druga pot, ne, tako ni. Tle ne bi bil. Ja, mislim, verjetno ne bi imel intervju z nekom, ki piše fore za Denisa. Čeprav tudi te fantje so the best, no, pa tudi punce. Ja. Ampak, ja, takrat bi tako nekako v bistvu malo sebe kot ustvarjalca dal na stran, pa v bistvu bi se posvetil, da bi bil šov dober. Jaz sem pa vsem takrat imel tog egota v sebi, da sem bil tako, ne, jaz moram sebe buildati. Sem kar neki komikov tu zdaj dela, recimo za razne oddaje. Ne? Ja, sej dober način tudi zaslužka, mislim, delaš nekaj, kar te veseli, pišeš fore, sej ni tako slabo. Zdaj se pašparaš te boljše, kedaš malo tako. Težko je vseeno biti to kreativen na 3 polih naenkrat. Ja. Tako, mislim, še posebej, če si recimo ne vem, od jutra do večera nekje v eni pisarni ali pa v nekem kolektivu, polka prideš zvečer domov, nisi lik tako, zdaj pa še pisati fore. Ja, še zase. Tako da sem videl doskrat, da so fantje mičke nazadovali v smislu produktivnosti zase. Ja. Ne, da so slabše fore, ampak pač nimaš časa fizično, ne moreš, iztrošiš se, ne moreš kar tako na silo. Tako da takrat, ja, sem se tako odločil in pa smo delali neko predstavo, itak stand-up show in se je kar začelo dogajati, itak se je takrat ful dogajalo, tako v smislu, da ker to in tam je tako, kot je to Julio Iglesias, zdaj bi nas to pohali Tivoli, ja, valjda. Noro, ne. Ja, in pol, Julio je imel to navado, da je imel vedno kao enega lokalnega komika pred začetkom. To je že Sinatra delal, recimo. Ja? Frank Sinatra, pa tudi ta ekipa so vedno imeli neke komike, da so najprej malo in pa so oni prišli in tudi takrat je bilo super, folk se je ful dobro odzival, pa jaz tako grem dol iz odra in je lih Julio tako hodil z 2 puncama tako pod roko in tako jaz ful tako kao, je bilo dobro, pa tako on sam mimo mene šel, niti pogledal me ni z očmi, mislim, nisem imela eye contact, tako sam tako je šel mimo mene. Zdaj se pol nisem ti pogovarjal. Niti ga videl nisem tako, ne, nič, sploh nisem imel stika, pa še tako, mogo bi imeti, ne vem, 15 minut, pa so bili tako, mej 10 minut, pa tako 2 minuti pred začetkom, mej 7, nekaj tako, pa tako, če boš tle stopil, te ubijemo, ne, tle stopil, tle stoj, na tej kocki stoj, in tako je, okay, zdaj se moram malo premikati, ne se nič premikati, pa ne se dotikati, pa ne slučajno tega prejel, tako ful so bili te menedžeri, njegovi ameriški ti menedžeri. Zanimivo. Na kakšen način pa prihajaš do forma, še veš prav poseben način pisanja, ali vzameš kaj, kar se ti zgodi, ali se posedeš, rečeš, zdaj bomo napisali joke. Ja, zdaj z leti sem malo tako razvil nek sistem, ki se mi zdi, da je tako v nekih 3 fazah. Prva faza je nabiranje, kjer ponovadi v bistvu nič ne razmišljam, ampak sam, ko nekaj vidim, slišim, si sam hitro zapišem, prej pozabim. Zdaj, ko sem to spomnil, se moram 2 stvari zapisati. You're welcome. Lahko zdaj vmes. Kaj je bilo že zanj? In pa vedno tako, kaj je bilo že? Pa sprašujem ljudi, kaj smo se mi zanj pogovarjali tam? Se spomniš, ko si sedel tam, jaz sem pa to rekel in pa si to rekel in pa smo mi to rekli. In pa se si ne spomnim, sem rekel, ne, izgubljena fora za vekom. Sam zdaj tak ni problem, ker imamo telefone, pa zapišeš hitro. Ja. In pol, ko je čas, da, ko imaš nek rok, ponovadi tako, ne, rekel sem, da bom imel, ne vem, septembra nov šov. Ok, 15. augusta, pa si tako, ko v šoli, jaz moram zdaj to nekako. In pol daš vse te ideje na mizo in pa si malo tako, kot en nori znanstvenik, da začneš tako nekaj zlivati. Ok, kaj če to zlijem, pa to zlijem. Ja, pa rata to. Ja, in pol, to je za nič, ne, stran. Kaj sem takrat sploh mislil s tem? Babice so nekaj tako in pa, kaj sem to, to je zihar ni bilo nesmišljeno. Ja, to se pa že meni parkrat zgodilo, nekaj zapišeš in pol tako, kaj sem tle jaz mislil. In pol kar gre to ven in
Pa je morda čisto dobro bilo, ne samo. Se to, ja, se to. Zdaj sem se spomnil, kaj bi se mogel zapisati. A ti lahko povem? Ja, kar prvo forum. izvoli. Pa če ena punca mi povedala, ena gospodična mi povedala, da je nekdo grozija, ne? In je napisal neko tako grozilno na Instagramu, tako, sam tip je po mojem malo zadet ali pijana, nekaj tako, kaj piše. In je šla na policijo in se je rekla, da ni pravopisno prav napisano. Pa da ne morejo pa tako tega obravnavati. Zato, kaj bi rekel, da je, to se zdaj izmišljal, ampak kada je napisal, zadavil te bom, nekaj tako. Ja. In pa je bilo, ja, to zdaj ne vemo, kaj on zdaj s tem mislil. Pa je tako, jaz sem kar pripričan, da je mislil, da me bo zadavil. Ja, sam lovi bilo tudi kaj drugega. Ne. Tako da mislim, da je bila nekako je bila ta pora, da pač zdaj moj jok nekako izvira iz tega, da se pravi, če hočeš komu groziti, sam nepravopisno prav napisati. Pa je to, je v redu. Ja. Ti si meni grozil, pa tako, napisal Ker nisi jezikoslovci, v redu. Ja, ni bilo vejc prav postavljenih. Pa napisal si, da me boš ubal. Ubal te bo me. A si imel v teh letih svoje kariere tudi že kakšno blokado? Ja, pa se so skozi te neke blokade. Mislim, bolje je to, da ne veš, mislim, nikoli ni tako, da bi ne bi vedel, o čem govoriti, bolje je ta nek, da imaš neke ideje, pa ne veš, kam zdaj z njimi, tako pa v katero smer bi sploh, pa je vedno ta dilema med to neko komercialno komedijo, v smislu, da če bom govoril o seksu, približno vem, da bo to nekako splošno kar dobro sprejet, če pa bom govoril o neki temi, kot je recimo smrt ali pa nekaj bolj tako, ne vem, feminizem, ali pa, ja, lahko je črno, lahko je tudi tako, ne toliko na prvo žogo, mislim, kaj sploh je na prvo žogo, ampak bolj tako, da so neke teme, ki so malo bolj poglobljene, ne vem, rdeče zastavice v zvezah, kaj je že nekaj tako, kdaj, kako, zakaj sploh tega ne prepoznamo, a ne tako, kaj je že malo bolj, imel sem eno foro, da bi ti župnik mogel pisati, če bi zdaj spoved bila online, bi bilo mu naposlal kar na WhatsApp, recimo. WhatsApp, kaj dogaja, ne? Spoved na WhatsApp. In pač ful ljudi prišlo do mene, kaj je to WhatsApp, ne? Pa je tako, ja, to so bile pa kakšne gospe, malo bolj ruralno okolje. In je tako, sorry, sam jaz zdaj ne morem te fore. Kako ne zdaj? Mislim, ta fora pač mora biti WhatsApp, zato ker že beseda je tako, WhatsApp, ne? In zdaj ti pišeš župniku na WhatsApp. Se mi zdi to zabavno, ne? Sam, pač, če so ljudje tako, kaj je WhatsApp, pa si tako, zdaj, kako zdaj to foro narediti, še za vse ne moreš, ne? Ja. In tukaj je pa ta neka dilema, no. Enkrat sem se z Vidom Valičem tudi že pogovarjal o tej temi komedije pri nas, ne? A veš, če bi te zdaj vprašal, kaj se je spremenilo od tistega začetka, ki se je tu v Sloveniji razvijalo, od 2006 naprej, je verjetno to, da zdaj stand-up poznamo vsi. Ja. Bolj je obiskan. Tudi, ne? Ja, mislim, definitivno je bolj v splošni zavesti. Ja. Obiskan je, bi rekel, relativno enako. Mislim, zato ker prej, recimo, v tistih letih, ko smo mi začeli, je bila predstava, ne vem, 5moških.com. In to so bili Zrnec, Bizovičar, mislim, da Kavaca. Se upravičujem, mislim, ne bo zdaj vseh naštel, ker so se malo menjali, ampak oni so res rasturali, oni so bili tako povsod, vse teatre, vse razprodano. Polno, ja. In mislim, da smo imeli 150 ponovitev, ne vem kaj. No in pač to, recimo, ta predstava zdaj ne obstaja, ampak obstaja pa zdaj recimo Vid Valič in njegov solo show, ki pa je na isto način uspešen kot tista predstava. Ali pa je, ne vem, recimo, kakšen od naših kolegov, Uroš Kuzman, je tudi zdaj zelo uspešno predstavil, profesor, ki je tudi zdaj v bistvu nadomestila nekaj, kar je v tistem trenutku bilo uspešno. Mislim, zdaj mi smo malo tako, prej smo bili mi tle neka underground, pa smo nastopali v mladinskih centrih, pa v teh nekih... Zdaj pa komiki tudi polnite dvorane. Ja, zdaj pa smo mi mogoče celo zdaj šli na ta nivo, zdaj to, ko ima Audič, ta turneja Festivalič, to je zdaj 5moških.com. Ja, v bistvu. Pa so v bistvu noter Žan Papič, Admir Baltič, tako bi rekel. To so zdaj taka vse imena, ki lahko nafilajo. Dobro, res da Denis, pa vse ti, pa Ranko, pa ta ekipa vleče, ampak tako se lahko parirajo, z smehom, z kvaliteto. Tako da tukaj zdaj se mi zdi, da smo mi iz tega undergrounda malo prišli in da zdaj nekdo težje tako nekako sestavi nek šov, tako kot takrat. Ljudje so pa zdaj, več stvari so videli že in so mogoče malo bolj selektivni. Nekateri recimo ne bojo šli na moj šov, eni ne bojo šli na video šov, že malo vejo, on mi je všeč, tam mi ni všeč. Takrat smo šli na vse, vsi smo šli na vse. Pač. Tudi na Punch festivalu je bilo tako, da si imel
vsi komiki so imeli, ni bilo tako, da je črni večer, večer za angleško komedijo, večer balkanske komedije, tako kot je zdaj. Recimo, takrat pač v istem večeru so imeli enega Angleža, enega Hrvata in tudi ljudje so vse razumeli. In tudi, pač en ti ni všeč, drug ti je všeč. Zdaj pa že tako ljudje malo pogledajo, tam mi ni všeč, pa tam je, tam je res podobno. Malo že izbirajo, ja. Pa veš, da v petek bo malo bolj taka publika prišla, ker so ta imena, v soboto pa, ko pa nastopa Javšnik, pride bolj njegova publika, tako. Kako se te pa tebi komedija spremenila, ker tu so se tudi z Valičem pogovarjala. V štartu, ali pa dajmo reči 10 let nazaj, ali pa še več, je bilo dovoljeno marsikaj skozi komedijo. Zdaj smo pa v časi, ki sploh v Ameriki so komiki precej na udar. Ja. Ker morajo komiki paziti, kaj rečejo. Ja. Komedija ni več toliko zaščitena, se mi zdi, kot je bila včasih. Ja. Ja in ne, oboje je res. Ful je težko, ker po eni strani ti lahko govoriš vsem, sam moraš govoriti o teh nekih stvarih malo bolj premišljeno. Včasih je bilo bolj tako. Preveč je za moje pojme te politične korektnosti v komediji. Tega ne vem, če tle to spada zraven, veš? Ja, predvsem bi rekel, da je problem dostakrat, da se publika res hitro užali. Ja, kar užaljene so. Sam to je pa nekako posledica tega, da tako na nek način tudi dostakrat ljudje niso pozorni, kaj je sporočilo. Če ti recimo, kada rečeš ti nek stavek, neko trditev, ampak zdaj boš ti povedal foro iz tega in ta trditev lahko, da je celo boš zavrgel, ampak ti sploh niti ne dajo časa. Kada bi en komik rekel, ja, ženske so in nek predel, in kada bi rekel, ženske so to in pa tako, ni res. Ja, niso vse ženske take. Ja. In pa moraš imeti kar takoj ene te, ko se reče, zvezdice, kao od spodaj, mali tisk. Ja, nisem mislil, da vse ženske so take. Ja, nisem mislil sploh, ja, seveda, transgender ženske, moški smo taki, so taki in tako. In pol v bistvu sploh ljudje takoj trznejo, samo da slišijo neko provokativno besedo. Pol pa se zdaj dogaja drugi pol, ki pa folk nori za to, za komike, ki pa so totalno nekorektni. Ja. In zdaj recimo je ena zvezda Andrew Schulz. Andrew Schulz je fantastičen. No, njega smo hoteli pripeljati v Slovenijo pred korono. Ker je bil še ful tako, jaz sem ga pač spremljal že nekaj let na YouTubu. On je norc. In sem jim pisal, da bi lahko prišel in smo se pogovarjali za City Teatr, da bi bil v City Teatru. In so bili že tako, da je kul, se slišimo in pa se je začela korona. In pa med korono je on ful tudi eksplodiral na YouTubu pa tako in zdaj polni dvorane za tisoč. A ni imel lihon sceno, ki je zdaj naredil svoj special, da ga je hotel en kot Netflix varianta kupiti in je imel preveč grde joke in so rekli ne in pol je on vse vložil, da je sam dal tu ven in je dobil 3-kratno nazaj vse. Ja, tako, točno to je. Ja, se to in pol je, se pravi, bolj se ti splača, da greš sam k svoji publiki, ker Netflix se razume, pa tudi če ni bil Netflix, pač streaming ima vsem tako splošen dostop do neke javnosti in zdaj sigurno oni se malo bojijo za svoj ugled, se tudi Dave Chappelle. Dave Chappelle ima totalne probleme zaradi Netflixa. Ja, če bi pa on dal ta stand-up na svojo spletno stran, kupiš za $5, recimo 10, pa bi zihar dobil več na koncu, ker bi milijoni ljudi to kupovali. Sam tega pri nas še ni take hude tega, da bi ljudje znoreli na komika. Ja, sam tudi zato, ker tudi ni nobene... Smo malo zadnji morda. Na nek način je to, da tukaj dostakrat izvira iz tega 5 minut slave momenta, ko recimo nekdo, ki napiše nek blog ali pa post, zakaj zdaj ta človek hoče to napisati, zato ker hoče sprožiti za neko dilemo, debato in dejansko dobi neko pozornost, s tem, ko pri nas se sploh ni nobene kritike, se ni nobenega, kako zdaj sploh vemo, da je nek šov dober ali pa slab. Se nikoli, pa tudi, če kdo bo pa sploh res napisal neki, če zdaj meni napišejo neki, ne vem, kaj v Delu bo nekdo napisal, ta šov pa ni bil dober. Kdo pa si ti, ti pojma nimaš, tako ne vem, zdaj nek kritik bi mogel zdaj analizirati 100 šovov, pa iti res na vse naše predstave, da bi dobil sploh avtoriteto, da bo zdaj ocenjeval. Če se te ne da delati več predstav. Bom postal kritik. Si kritik ostalih komikov. To je zdaj tako pol zamorjen. Noben več se te javlja na telefon. Ta Valič, ni mi všeč. Kaj pa je boljš delati? Zdaj so ful popularne pri nas predstave, tako kot so recimo Bergant, Papic, Stare, da delajo več komikov skupaj, pa je v bistvu predstava z delčki stand-upa. Kaj je boljš? Da greš kot sam na oder, stand-up,
Pa je lahko ta special varianta, ali da jih je res več? Mislim, Verjetno je tisto lažje, ki jih je več, ne, malo razbremeniš. ja, oboje je super, se mi zdi. Mislim, odvisen spet. Ker tudi Tako ti malo si že to. delal z večmi, ne, recimo. S Kobalom, Ja, ne? s Kobalom. Ja, mislim, da to je bilo noro z Borisom, ker bo tako za me bo to res kot prvo privilegij, pa tako, ker družiti se z njim, pa kar polne dvorane, pa nič, mi ni bilo treba se mučiti. Ne. Če pa delaš stalno svoj šov, pa svojo uro, pa moraš tako biti ti na plakatu, vso odgovornost nase, če se slabo prodaja, si ti kriv, a ne, če se dobro prodaja, si ti kriv, ampak se moraš boriti. Ja, tako da tako v skupinah je super, ker ja, malo vsak nekaj pritegne neke publike, niti treba biti, ne vem, 1 uro pa pol non-stop na odru, Ja. niti treba napisati za 1 uro pa pol novih form. Mislim, fajn je tako, pa tudi dinamično je bolj za gledalce. Po drugi strani pa, če pa hočeš pa res neke svoje misli dati, a ne, ven, pa rabiš malo več časa, tako da neko urco, a ne. Pa še komike se med sabo v Sloveniji vsi poznate, ne? To se pa itak poznamo, ja. Kličeš, Ja, kar se tega se tiče. frende tudi več ali manj. Ja, smo, ja. Zdaj, problem z leti, ko smo malo starejši, tako da imamo manj časa. Ja, Včasih smo okej. se ful družili tako več, pa pisali fore skupaj, pa brainstormali, pa razmišljali, kaj bi lahko še delali. a ne. Tako se je tudi Punch zgodil festival, da smo v bistvu en večer bili skupaj in bilo tako, zakaj mi nimamo festivala? Dajmo imeti festival. Ja, dajmo. In pa so vsi bili tako, ok, dajmo. In jaz sem bil edini, ki je šel pol domov, pa tako začel delati na tem. a ne. A je kaj dost tudi konkurence med vami pol? To pa tudi, ja. Se Je. čutiš. Mislim, zato ker vseeno ta Slovenija. Tiste zdrave konkurence? Ali je Ja, tudi že uno, da gre čez? A Ne, veš? mislim, predvsem je to, da je občutek, recimo v Ameriki ta občutek brezkončnosti, pri nas pa je ful tak nek občutek v zraku, pa mislim, da ni res tega neke, to je naša publika in to je ta pogača in to je vedno in v oglaševanju in med televizijami in med radiji in med stand-upom in med teatri je tako, ok, to publiko imamo Tle in smo. zdaj, če ti dobiš to publiko, meni ostane samo še to. O ne, jaz se moram zdaj to vzeti. Okay. Se veš, Okej. kako televizije med sabo tekmujejo, tudi radi med sabo. Ja. Tako, ja, ti ne smeš. Jaz sem enkrat bil na eni televiziji, pa pol mi niso smeli na drugi televiziji, niti da pridem v kader. Ja, noter, ne. ja. Ne smem, ljudje, umaknem se. Tako, pa, ja, in a ne, mislim, kada zdaj bo pa. Tudi v Ameriki pa jih kontra je pa tako, ne, če si ti voditelj ene oddaje, boš ti gost pri meni, pa jaz sem gost pri tebi. Ja. Zato, ker nimajo, tam je vsem ta nek tako, pisem, 300 milijonov ljudi ali še več, a ne, in piči, tako, pri nas je pa vsem ta nek. In Tudi Saj se- on povabi svoje gledalce v njegovo oddajo, ja, pol ja, avtomatsko. vse to. Ja. Mislim, tukaj je pa malo občutek, samo 2 ali pa 1 sta lahko voditelja, Slovenija ima talent in valjda, da tako, če nek kolega dobi to priložnost, pa ti ne pravim, da zdaj sem fovškom, ampak takrat, ko je videl, saj lahko poveš. da Slovenija ima talent, je res eksplodirala njegova kariera. In vsi smo bili malo tako, zakaj nisem jaz, Ja, valjda. mislim, da je bilo tega, nisi mogel, vse si vesel za njega, pa vidiš, jaz sem recimo pol na podlagi tega tudi dobil ful stvari, zato ker on ni mogel, a ne. Ja, itak. So njega klicali, pa ni mogel, pa je on mene predlagal, tako da na koncu je itak dobro za vse, samo moraš tako razumeti, a ne, če pa gledaš samo, zakaj ima on zdaj to, jaz pa ne, a ne, je tako, ja, pač, mogoče malo naključje, malo sreča, itak, ne vem, zavidajte, ker on je bil itak ful dober, Ja. pa tudi je bil bolj pripravljen na te priložnosti, medtem ko mi nismo bili pripravljeni. Jaz, tudi če bi dobil to, ne bi zmogel. a Ne. Saj si Na to je tak- povsod, ne? Vse to je To posod. se ja. že jaz opazim, le vsakeč, ko imam tako ob nedeljah kakšnega gosta, jaz po pogovoru zmeri ta oseba te začela slediti, to kar eni ljudje, a veš. Ja, ja. Nič slabega ne mislim, ampak sem Ja, tako. ja. Okay, očitno je ta spremlja tebe in Ja, je ja. pol še mene posledil. In je, Ja. Ne. Vse to. In tako bi mogli, jaz Win-win, mislim, da ne. moramo tako gledati na stvari, da nismo ljubosumni na uspehe kolegov, ampak da pač. podpirati. Da se podpiramo, pa da nas motivira, da se še bolj trudimo. Jaz mislim, da tudi zdaj, ko bo prišel ta film, mislim, med ljudi, da tudi bo še kdo inspiriran, da bi posnel film. Tako da, če tako dolgoročno gledaš, jaz se spomnim, ko sem bil v Los Angelesu, tam tako tudi, če si brezdomci, imaš neko samozavest, ki sem mi tako bil. Ti si mogoče tam v Sloveniji nekaj trudiš, ampak mi smo tle v LA-ju, a ne? In ti si tako, ja, ampak ti nimaš za jesti dosti. Ja, ampak jaz sem v LA-ju. In če veš, tle je Saj tako, to ne. Spielberg je tam čez cesto in on me bo odkril jutri. Ja. Tak občutek je, a ne, kao priložnost je tle. Pri nas je pa vsem bolj ta neka, ja, fakt, toliko nas je malo, sej na nek način je res, ker nas je toliko malo,
In že to je noro, kaj delamo na tej mali zemljici, tam muziko, pa knjige pišemo, pa filme, pa televizijo imamo, pa radio, tako koliko smo kreativni, pa v športu, pa v biznisu, pa povsod, tako na tako malem področju, mi smo tako ena mala skoncentrirana pašteta. In da, kar se te kreative tiče, ne, ti nisi zaprt na publiko slovensko, ker se morava dotakniti tvojega projekta 777. 7 držav, 7 jezikov, 7 dni. Ja. Bil na drogah ali kaj? Ja. Kako, zakaj, odkje je ta ideja, stari? Jaz sem pogledal filmček, ki ga imaš 15-minutni na YouTubu. Malo je patetično, ampak ne. Pač sam tako, pa to je noro. In to govoriš v francoščini, v poljščini, makedonščini, srbščini, nemščini, angleščini, slovenščini, kaj je stalo? Ja. Skje? Mislim, v bistvu začel se je tako, da sem nastopil dosti na Hrvaškem, pa v Srbiji, pa tako po jugi in pol sem začel nekaj malo v angleščini nastopati, pa sem bil dosti časa v Londonu, pa se tam nekaj dogaja in pa sem razmišljal, kako mislim, to, da ti rečeš nekje, da nastopaš v 3 jezikih, se je malo impresivno, ampak ni pa toliko. In pa sem takrat imel idejo, kako bi zdaj, hotel sem nekaj v francoščini nastopati, pa sem imel en nastop v francoščini, pa je bilo tako, sam 4 jezike, pa taka čudna številka, 4. Tako, koliko jezikov si pa te nastopil? V 4. In pa se mi zdel, kjera številka bi bila tako magična, in 7 je taka magična. In je tako, če bi lahko v 7 jezikih, to pa zdaj že tako malo zveni dobro. In pol, dobro, kaj pa lahko še? In tako najprej bila ideja v ruščini, v bistvu bo, mislim, to je bilo leta 2017, ker še ni bilo tako v ruščini, tako sovražno, ampak v bistvu se je zalomil že tako pri potovanju tja, ker bi mogli vse v 7 dneh, pa pol moraš za vizo plačati, mislim, je bilo $100 za vizo, pa je bilo to $100. Na Poljskem sem imel pa ful dobre veze, tudi da bi mi lažje zrihtal nastop, tako da je bilo v bistvu to malo taka odločitev logistična. Poljščino sem itak 7 jezik se bo mogel naučiti iz nule, francoščino sem že malo probal, nemščino sem se učil veliko v šoli, to lažje obnovim, pa se pripravljam, pa ta makedonščina pa tako, da pač moji korenine so v Makedoniji tudi in se mi zdelo tudi na nek način tako malo, da s tem se malo svojih prednikov malo jih počastim, da se probam naučiti še v makedonščini nastopati, pa govoriti makedonsko kakor tokrat. Si te jezike so se tudi mičkem podobne, slovenščina, hrvaška, še poljsko bi dal tudi lahko zraven. Ampak čakaj, sva pa že pol na francoščine, pa nemško. Kako se to navadil? Govoriš francosko takoče? Ja, mislim, pri teh jezikih, problem vseh jezikov je to, da bi ti moraš biti aktiven. Jaz recimo, če bi šel zdaj za 14 dni v Francijo, bi po moje ful hitro odpadel. Tako pa, ker si avt, si pa kar nekaj si pa tako, kako je že, bonjour. Ja, imaš to že prej znal? Ja, učil sem se v srednji šoli 4 leta, pa pol še na faksu, pa pol še v enih tečajih, pa pol še v pripravah na ta projekt sem imel, za vsak jezik sem imel učitelja iz jezikovne šole. Že odprej, za vse te? Mislim, nekaj pol leta smo se pripravljali, tako da sem imel, en mesec z francosko učiteljico, en mesec z nemško, en mesec z makedonsko, tako da smo se pripravljali, poljščino sem se mogel naučiti. A si bil tlele, dajmo reči, napiflan Nekaj stvari sem bil, mislim. Ker tukaj verjetno ne moreš kar v poljščini jeti malo izven, pa malo improvizirati, če ne veš besed. Ja, poljščina je bila najtežja, ker pač je res, je malo podobna, ampak glih toliko je podobna, da te čiz zmede. Recimo ženska, deklica se v poljščini reče dževčinja, deklice so dževčini. Tako zveni kao malo nekaj kao dekli, ampak je dževčini. In si tako, ne moreš tako biti da bi logično povezoval. Tam sem se mogel marsikaj napifljati. Najprej sem hotel sploh štekati jezik, pa pol probati malo improvizirati, tam sem ugotovil, da predvsem zgubim timing, če predolgo iščem besedo. Ker če si ti tako, ne vem, veš ko greš, ko sem že... Joke izpada. Ja, in pa kaj si hotel reči, In pa se mi zgodilo na poljskem čist na koncu nastopa že, da sem spustil en stavek, Ker sem tako nekaj sem hitel in sem bil tako pa. To so pa rekli, posnetko, Ja, in pol ti se en stavek je bil tako,
Da jim je bilo hecno poslušati, ker si vmes kar spustil Ker in malo sem prišel na spustil, punch brez enega osrednjega dela. Še enega informacije. Ja. Kada bi ti začel govoriti, ko veš, ko greš, pa vidiš na tleh to in pol hiša. Ja, kar še je tako. direkt. Pol, ki bi tako malo, ok. Ja. Ta projekt je bil naporen, absolutno je bil naporen. Priprav toliko, da pač pol leta recimo. Ja, Bi šel še enkrat. ja, ful, to bi šel. Mislim, vse bi šel. Ja. Ne, ampak res je tako zabavno. Jaz mislim, ful trdno verjamem v to, da večji je projekt, težji je, ampak tudi ful bolj hvaležen. Oziroma, In več sebe daš not. več sebe daš, pa tudi več dobiš nazaj na nek način, pa ne samo finančno, pa karkoli, ni to sploh veze. Dobiš več nazaj tega nekega pozitivnega feedbacka. Ne. Če ti rečeš, hej, jaz grem zdaj nastopati v španščini, bojo vsi tako, pa fajn, ne. Če pa ti rečeš, jaz grem zdaj nastopati v 20 jezikih, bojo pa vsi, oh my god, ne, si ti normalen. Isto je, ne vem, tudi za film ali pa za take večje stvari, ki se lotiš, ki ti rečejo, ne vem, a ni boljše, da narediš kratek film. Ja, boljše bi bilo, da bi na začetku naredil najprej kratek film, sam ne bi bil tako močen efekt tega rezultata. Go big or go home. Ja, tako je. Ja. Tudi Punch festival ste že samo omenil, kako ste do tega prišli, da ste, zakaj tega mi nimamo. Ja. To se je tudi lepo razvilo skozi ta leta, ne? Da je že kar taka stalnica. Če ni Puncha, so že malo tako. Zakaj? Ja, mislim, da bo zdaj, ne vem, koliko je že 15-16 let, nekaj takega. Čakaj, pogledam zapiske. 2008. Ne, nimam zapisano. 2008 se je začel. Jaz moram povedati, da sem potem, ko sem začel delati ta film, sem nekako končal moje sodelovanje pri Punch festivalu. Tako da ful je bilo lani, mislim, da prvič tako, da sem imel prej poletje. Mislim, prej. Itak smo delali film. Ampak tako ponovno sem bil vedno celo poletje malo žičen, zaradi avgusta, ko pride Punch. Ja, pa šel kaj pogledati? Ne, nisem šel nič. Bom šel, mislim, tako malo sem bil tako, malo rabim prej. Ne grem mimo. Po moje bom tako, najraje bi šel tako, da čist pridem sam tako malo pokukati. Ja. Je pa res, da že par let... Prasci delajo boljš. Kako je dobro. Ne, ja, je pa res, da je tako dobro ustaljeno, da tako šiba, da ljudje radi pridejo, ful je dobra lokacija, Ja. komiki radi nastopajo, tako da je res the best. Win-win spet, ne? Ja. Imaš še zmeraj tudi kakšne delavnice za bodoče komike? Ker to si nekaj časa imel, ne? Ja. Če ne znaš, moraš pa učiti. Ne, smo takrat je bila res potreba po komikih. Prav tako je bilo, mi rabimo več ljudi, ker bi rekel, ponudba je bila manjša kot povpraševanje. In ker jaz mislim, da so delavnice debes drugače, zato ker ti dajo to neko varno okolje za začeti. Ker v bistvu za komika je najtežje to, da greš ti pred neko publiko in pogoriš. In pol ti ful ti zabije in samozavest uniči. In zato je boljše, da najprej parkrat probaš v nekem varnem okolju, pa da ti jaz rečem tako, da ne tega delati, ali pa nekdo drug. Tako da pol, ko greš pred publiko, da si saj že malo redi. Ker doskrat so recimo ljudje že, kaj, a si imel ti to izkušnjo? Povej. Prvič, zadnjič, nikoli več. Ne. Kaj je bilo? V domači cerkvenci sem se sam uvalil študentom. Jaz sem nastopal s Taretom, z Bergantom, pa še ena gospodična je bila, ki jo nikoli več nisem videl, tako da bi še nastopala. Eva Virc, verjetno. Ne, ni bila Eva Virc, nekdo meni neznan. Okay. Lih tako, pol ure sem šel gor, samozavestno, zaznort. Vse imam posneto, jaz tega ne morem pogledati do kraja, ker mi je grozno. Prvi 2 minuti je še šlo, pol je pa sam padec, ne na realna tla, ampak v jedro zemlje. Pač katastrofa. In takrat sem se pogovarjal z Gašparjem Bergantom po nastopu, ker on je že bil, veš, vsi so bili že vnu in sem bil jaz tako, jaz sem kar z Bergantom tle, ne? In on je rekel, tu moraš sam nastopati. Ni važno, koliko pogoriš, pejdi, se boš navadil, kaj funkcionira, kaj ne, publika se razlikuje, Ja, točno to. Ja, sej. Zakaj hoditi na delavnice? Ne, mislim, ne, ker dejansko to, da te pol zabije, in pol kar nočeš več. Ampak če te delavnice so pa recimo fajn, ker pač že včasih eni niti ne znajo mikrofona držati in če recimo, ne vem, ti priješ pred neko publiko in si tako nekaj govoriš, in tle so pa ljudje že takoj, in v bistvu je čisto taka tehnična stvar, ker če ti pa en prej pokaže, pa si tako, in takoj te težave ni več.
parkrat se je tako zgodilo, da je imel nekdo kar nek nastop, ki je bil slab in pa ga nikoli več nismo videli. Pa je tako, ne takoj obupati, ne, mislim, problem lih stand-upa je to, da ta padec, ki ga doživiš, je toliko močen, toliko čustven, pa toliko osebno nate vezan, ker če ti si neki igralec v nekem gledališču v predstavi, pa če je predstava slaba, se ti tako, to je slabo napisan scenarij. Sam, ja. Režiser je kriv, pa tako ni bilo unga, pa tega pa. Če pa se ti, si pa tako, ti si kriv, ti si slab človek v bistvu. In ti si imaš, tako, videl sem ti v očeh, da imaš ta občutek, nikoli več, to je bilo grozen. Ja, tisti dan je bilo grozen, sam moraš ne, to je fora, meni tisti dan sploh ni bilo grozen. Aha. Jaz sem tu polk sem gledal, jaz sem tako, jaz še danes poslušam zajebancije na ta račun, od tistih ljudi, ki so tam bili, so sem tako, ne hod več te dela. Karkoli boš slabega naredil, še zmeraj bo boljš kot tisto. Dobro, to so že pa take fore. Tu so že joke. Tu če bi šel zdajle, recimo, probat, bi bilo verjetno čisto drugače, ker malo poznam strukture in te kontra. Ampak tisto je pa pač za bruhati. Sam se tako je vedno, mislim, jaz tudi zdaj, ko imam neke nove fore, jih povem tako, ne povem jih tako samozavestno. In tako pri teh novih forah si vedno tako malo čustveno ranljiv in ti si bil takrat ful ranljiv v tem smislu, da si tako bil, in pol, ko enkrat začneš malo toniti, se ljudje malo potegnejo nazaj in tudi če ti recimo, ne vem, po 20 minutah poveš eno ful dobro foro, ampak če si prej 20 minut tonil, bojo ljudje tako, super, tam mu je ratala, please, ne umret. Ljudje smo vsem tako empatični in pa čutimo, da je nekomu neprijetno in pa je nam neprijetno. Zato je tudi veliko te neke telesne govorice, ne verbalne govorice. Če ti nekaj poveš tako, pa da si ti toliko prepričan v to. Zato tudi te neke črne fore lahko grejo čez, če jih poveš s ta pravim odnosom. Če pa ti rečeš, razen če je to spet tvoj stil. Tako da jaz mislim, da bi mogel še probati. Gremo naprej. Naslednje vprašanje. Tvojimi dvema poklicama na Wikipediji, komik pa odvetnik, čeprav to nis, lahko zdaj dodamo, kar pa je uradno, režiser. In scenarist v bistvu, ne? In še kaj. In še kaj verjetno zraven, ne? Kako je prišlo do tega, da narediš svoj film? Smo pri tem, Go Big or Go Home. Ja. Nekaj sladkega. Nekaj sladkega je bilo, mislim, pa če sem to sanjal 10 let. Mislim, prvi scenarij, ki sem ga napisal, je bil po moje 2011, tako neko snutek, pa sem ga prijavil na razpise in pa tako. Tako že prej smo nekaj se pogovarjali, ker vedno, Seinfeld je nam bil vedno neka iztočnica, tako, ti si komik in pa v enem trenutku imaš svoj sitcom. To se nam je zdela neka pot. Pa tudi velikrat je, še posebej v tistih zlatih časih stand-up komedije, tako v Ameriki je bilo to, da Ray Romano, ta Everybody Loves Raymond, on je bil tudi stand-up komik, ima svoj sitcom. Seinfeld, in Robin Williams je bil tudi v sitcomu. Eddie Murphy, na filme. Pa na filme, ja. Tako da to se mi zdela neka taka normalna evolucija. Sej je na nek način, da ti zdaj v bistvu nadgradiš še to, svoje znanje. Tako da sem od nekdaj, se mi zdi, da je to neka pot, v kateri bom šel. Sam pa je bilo vprašanje tega, a me bo zdaj en objel, tako pa bo zdaj rekel, jaz sem pa slišal, da bi ti rad posnel en film. Zdaj imaš cash. Koliko rabiš? 1 milijon. Ok, milijon, ja, izvolj. Pa ajde, fajn, vse bo dobro. In to se nikoli ne zgodi, nažalost. Smo neki prijavljali, neke razpise, serije, neke pičali malo, in pa na koncu je pa tako, jaz moram to sam narediti. Pač moram sam, mislim, noben, dosti je tega čakanja, da ti je enda priložnost. Kako? Težje, ampak hkrati lažje. Ja, mislim, ker če ne sam, sem že jaz na vrsti? Ne, sorry, da bom še malo počakal, ker mine 2 leti. Kaj pa letos? Ne, tudi ne. In pa tudi vsakeč, ko sem komu rekel, bom jaz to režiral, so bili vsi tako, ampak ti nisi režiser. Kar je pol, ampak kako pa postaneš režiser, tako da režiraš, mislim, jaz tudi nisem vedel, mislim, to je vedno ta, jaz razumem te ljudi, ker tudi tako, če ti nek denar vložiš, valjda hočeš zagotovilo, da bo to dobro. In že zagotovilo, da en reče, bom jaz probal. Bomo dali njega, ki je že probal. Tako da jaz to čisto razumem, zaradi tega tudi se mi zdi čisto prav, da smo to tako naredili, kakor smo. Ker tudi jaz nisem vedel, a bo ratal ali ne. Mislim, ne moreš vedeti, če ne narediš. Je ratal? Je ratal. Film imamo, to ja. Imamo. A je uspelo?
Uspelo je. Zdaj, ki je neki cajt film že zunaj, odzivi, je v redu. To zdaj snema novembra, drugače. Mislim, jaz sem ful zadovoljen s filmom. Mislim, valjda 100 stvari bi lahko še popravil. Ja, to je zmeri, ne. Še v zadnji sekundi smo nekaj popravljali. Pa itak smo montirali 1 leto in tako vsi so bili že tako, da je vse dobro. Ni dobro še to popraviti, pa ta zvok me moti, pa to žvižganje, pa zakaj to tako, ne? Pa tle rabimo eno troblo, pa tam rabimo ene kručanje še. To je super pri filmu, to, da se da malo manipulirati z dodatnimi stvarmi. Pri stand-upu je tako, tukaj sem, to sem povedal in ni popravko. Tam pa tako lahko tudi, ne vem, kaj izrežeš ven, nekaj spremeniš, dodaš nek zvok, naknadno zvok posnameš, naknadno še kaj posnameš, če je treba. Lahko rešuješ stvari. Rešuješ, ja. Čeprav to je vedno ta neka kao malo birgla. Doskrat ljudje pa na to šverce, bomo pa popravili. Sam ne moreš, mislim, vsega ne moreš. No. Vem, da je bila ena scena, bila recimo malo preveč resna, pa smo zadali en prdec. Resno sceno, ne, idem prden. Ja, tako ni bilo tega prca prej, ampak zdaj je. Pa, ne, je bil zahteven ta del, da si se usedel na režiserski stolček? Ta del je bil najbolj zabaven. Ja, okay. Zato, ker je bilo tako, tle smo in zdaj moramo sam uživati. Najtežje je bilo tako vse zorganizirati, pa zbrati ljudi, pa zbrati sredstva. Pa. Organizacija najtežje. Ja. Že jaz, ki z vami gosti se dogovarjam, to je meni najtežji del. Že sam poklicati človeka, jaz sem ta pa ta, a lahko snemamo tle, lahko prideš takrat. To je najhujši del. Ja. Pa še pridejo nepredvidljivi scenariji od tega, da smo snemali sred pandemije, kjer je bilo tako kar enkrat, ne vem, 3 dni pred začetkom snemanja. Od zdaj naprej so testi plačljivi. Kva? Ja. Zdaj mi moramo vse statiste testirati in plačati za vsega, koliko je bilo, 20-30 evrov je bilo tako. In kar enkrat je bilo tako 3000 evrov, bam, odleteš. Teh 3000, ko smo hoteli dati za kavomat, ne vem, koliko stane, 3000, koliko? Ti drago, veš, ni kar zastojn tle. Koliko pa stane, jaz bi kupil, ali lahko tega kupim? Jaz dam vsak me gosti svojega, ki končamo. Drugač pa ful dobra kava. Je v redu? Da, ja. No, vidiš, me veseli. Bi še enkrat ponovil? Ja, ko me čakam spet. Pa že nek plan. Mislim, moram malo razmisliti, kako pa, mogoče, da bi bilo, upam, da bo lažje dobiti sredstva. Zdaj sem kje sploh, pa tako, pa mogoče bo lažje koga prepričati, ker zdaj tudi, Zdaj imaš referenco, ne? Mislim, ja. Mislim, zdaj saj, če pridem, pa rečem, jaz bi snemal nekaj, ali pa mi bomo snemali, bojo ljudje tako, jaz verjamem, da se bo to res zgodilo. Medtem ko par let nazaj, ko sem jaz prišel, pa mi bi snemali film, so vsi tako. Pa še posebej ta misel je toliko abstraktna, da mi bomo zdaj snemali film. Ja. Kva? Kako? Kje? S kom? Kje? To je težko. A ti bo, tako ful je malo možnosti, da se bo to res zgodilo, pa da se bo končalo. Velikrat je problem, da ti, če začneš snemati, ne končaš, ali pa se vmes kaj zalomi, pa ne. Tako da je v bistvu nekdo, ki nekaj tvega s tabo, je v bistvu tako dokaj nezanesljivem položaju. Še tukaj se je zgodilo, da recimo en sponsor, ki je bil pri filmu, se mi je zdaj pisal, premiera bo takrat in tako ni odgovora, tako 3 maile ni odgovora. In tako je, ko pa je to zdaj, so kaj zamerali, pa kaj. In pa ugotovim, da ta človek sploh več ne dela v tej firmi, s katerim sem se zmenil. Zdaj so že leta minila vmes, mislim, pač 1 leto pa pol. In on že zdaj ni več v tej firmi. In zdaj tako kao, in tudi recimo, ko smo kakšne telefone, jaz sem hotel, da bi recimo making of, to za kulise snemali s telefonom enim, od ene firme recimo. In pa jaz njim pišem, making of bom snemal z vašim telefonom. In on tako, preden bo to ven prišlo, bo ta telefon že zdavni mimo, bo že zastarel. Res, ja. In tako, se res, tako, take stvari, in pol, ker je ta proces toliko dolg in toliko nezanesljivih možnosti, mislim, toliko je nezanesljivo, da bo res konc. Tako da ta referenca je predvsem to, to smo zdaj naredili, se pravi, smo sposobni, zdaj nam lahko bolj zaupate. No. Ja. A imate blooperse? Imamo, ja. Yes. To je pa en boljših delov pri filmah, če dajo blooperse ven. Ne vem zakaj, ampak fajn je to pogledati. To je the best, ja. Ki gledaš vidiš, tle je ena resna scena, in pol kako je to šlo noro.
Ne, komaj čakam, da bomo to ven. Sam moramo počakati, da najprej ljudje to vidijo kontekst tega, da nisem... Vlada, da grejo sploh film se pogledati. Ja. Malo si tudi že namignil, kaj te leta še vse čaka, kakšni so zdaj plani? Najprej bi rad naredil en stand-up, najprej moramo ta film dati ven v vseh državah bivše Juge. Kar pomeni, da tako vse, kar se dogaja v Sloveniji, copy-paste, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bosna, pa mogoče še malo diaspora, pa še online, pa tako da veliko, ker nimamo denarja, nimamo zdaj tako, da bi dali zdaj, ne vem, plakate po vseh državah, pa televizijsko reklamo. Je vse tako bazirano na nekih gverila aktivnostih, ki so dostikrat vezane na to, da sem jaz tam prisoten. Tako da v Skopje moram iti na premiero, pa tam na čim več intervjujev, na podcaste, na vse možne pogovore. Pa v Srbijo, upam, da nas bo tam... Ta delček, ki mi zareš ven, pa jim pošlje. Ja, pa sem sinhroniziral. To je to. Mislim, mene bo mogel nekdo drugo govoriti, ampak okej. Jaz bom sam. Pa bo kar tako, namesto Cerknica bo kar tam v Bitoli sem imel nastop. In nikoli več, kaj ga odsakam, en tak pol visok glas bi dal tem. Ja, ker nekaj, ki sploh ne paše na tole. Se pravi, okej, promocija filma, nekaj sladkega, kaj še? Stand-up se malo omenil. Mislim, imel sem zdaj decembra en solo show v Cankarjevem domu, sem malo eksperimentiral, tako da mislim, da je to zdaj osnova za naslednjo turnejo, če lahko rečem, da bi šel pač čim bolj, mogoče celo po celi bivši Jugi, z nekim novim šovom, nova ura. Pa pol, pač imam že 3 osnutke scenarijev, ki bi jih rad pisal. Moram se zdaj odločiti, kjer je naslednji tak najbolj primeren. Malo je tudi odvisen... Film, serija? Film, mislim, vse serije so super, sam film je ful nekako bolj tudi kontroliran. Jaz sem bolj kontroliran. Mislim, bolj je to tako, pri seriji je dostikrat tako, moraš razmišljati, kaj bo pa v drugi sezoni, kaj bo v tretji sezoni, se pravi, moraš že tako planirati, da bo nek zaključek, ki je malo lahko odprt. Film je pa nekako čim bolj zaprta enota, pa tudi, kaj pa mislim, se tudi serije imam fura, tako da, mislim, kako se bo zgodilo, we're open. Prosto, da je še otrok, ne, v igri. Pa, še otrok, to začeti treba vzgojiti, ne. Se res, jaz moram biti. Ne, otrok je super, to je res the best, ker te kar prisili, da si odrasel človek. A te ne? Ja, čist. Ne, se ne vem, ga nimam, sem tako. Ne, res, učim se. A ni neka teorija, da nisi odrasel, dokler ne dobiš otroka. Nekaj taza. Zato, ker si kar odgovoren za eno osebo. Tako prav, ni izbire. Ni tako... Pomeni, doma reče, otrok se dokler imaš ti starše. Aha. Pol nisi pa več. Ja. Mislim, tehnično gledano res. A si moški, to je ono, a si pravi moški, dokler imaš očeta. Ja. Sam, zgodil se nek moment, ko si prišel neki so prišli popravljati, in je tako, nekaj tako debata in pa kaj bo gazda rekel. Pa je tako, kaj bo gazda. To sem jaz. Tudi jaz sem gazda. Še cel teden sem bil gazda. This guy. Zakon. Še zadnje vprašanje, Tine, za vsakega gosta je spet isto. Kako izgleda tvoj popoln dan? Skoraj ziher v enih toplih krajih. Mislim nekje, da je tako sonce in plaža. Zakaj mi ne živimo nekje na morju? Jaz ne razumem. Odločili smo se, dajmo biti tle, kjer je skozi megla. Tako, te naši predniki. Jaz imam jezero, tako da meni je kul. Ja, veš, da je to jezero, ker včasih ga ni, a ne? Kjero, Cerkniško? A ni Cerkniško. Zmedil se me, jaz sem že šel, zdaj sem neko največje neumnost, na konci drvijo. Mi rečemo jezeru, je jezera, nej. Ja, ful dobro. No, ampak, a ni to en tak mega fenomen, da kar je pa ni. Ampak je ziher tako malo drugačna atmosfera. Ja, valjda. Jaz se zaradi tega nočem preseliti v Ljubljano. Hudo. Jaz se rajš furam s Cerknice v Ljubljano, leč vsak dan, ker mi je sem kar lokal patriot. Ja, super. In ni šans, da zamenjam tole meglo za mojo meglo, ki je tudi pri meni, ampak kaj. Sami pa ima nekaj svojega. Ni panike. Ne, ful dobro. Mislim, jaz bi res nekoč živel v nekih malo bolj toplih krajih. Se mi zdi, da bilo to dobro, a pa saj mislim, se vem, da zdaj so ti neki, eni kolegi so šli tako, pa grejo za 3 mesece nekam živeti tako na Tajsko. Ja. Če lahko delaš tako od doma, ne. Če bi lahko pisal scenarij, to je ta ideja, kaj si rekel popoln dan, pišeš scenarij nekje, pa da imaš neko bazena, pa plažo, pa da vmes to dela Tarantino, da malo piše, pa gre pa v bazen,
in tako malo kao flauta in tako kao procesira te ideje, ki jih je zdaj napisal, pa gre spet malo nazaj pisati, pa spet malo nazaj v bazen. A ni to the best? Dober life, ja. Mislim, ja. Pa da dobiš plačan za to. Ja. Mislim, vnaprej ti plačajo, kao, damo ti sam piš. Še par filmčkov pa bolj, Ja. kaj pa veš. Iz tvojih ust, bože. Ja. Ne, evo, od spod. Od spod. Rebeka Dremelj me je navadila, da trkaš tole od spodi gor. Aha, ok. Kao gre gor, Aha, če gor ne gre. dol pošiljaš. Ja. Tu sem se navadil, V zdaj peku. sem še tako delam. Ja, Res dobra fora. Tako da ja. Če ne gor pošiljaš, če ne gre dol. Mislim, Ja, če ne odvisno, grem kdo vse ti- v božju, ja veš. Enkrat sem laufal v šolo, ker sem zamujal na izpit, pa sem srečal enega na izpit, na šolski test. Ja. In sem srečal enega sošolca, pa sem ga vprašal, a si se učil, pa ne, sem prosil satana, da ne bi bil vprašan. In potem sem bil tisti dan jaz vprašan. Vidiš? Tako da, očitno se Been splača there, done satana prositi, tako da idemo dol in gor. Been there, done that. Ja, ja. Je the best. Tim Vodopivc je bil danes z mano na kavici. Hvala lepa. Hvala. Pejte si pogledati njegov film Nekaj sladkega, po Sloveniji se to že napolno predvaja. Moram povedati, da ni samo moj film, da je film od vseh v ekipi, ki so res brez ekipe in od ostalih, ki so pomagali, Urške pa Saškota pa Itak. Darkota in vsi so res, mislim, to je res bil blagoslovno. Si skromen. Ne, res, a veš, kaj na začetku vedno piše, ne vem, film, Steven Spielberg film, kao njegov film, vse ti si tisti nekako, ki daš pečat, sam res je Brez toliko ekipe ljudi, ne gre, ne. ne moreš, mislim, to je pa res Ja. dobra stran, da v primerjavi s stand-upom, ki si sam tukaj pa res neko kolektivno delo. Ne, hvala, da sprašujem. Upam, da bomo tebe še kaj dobili, plane očitno so. Če rabiš čistilko. Da bo še naprej stand-up laufal, kot je treba. In hvala te. Hvala. Kava s Červekom. Radio 1. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.